doživetja narave. Lep pozdrav, dragi ljubitelji gora, tišine in tudi tistih posebnih poti, ki vodijo naravnost v vertikalo. Ja, danes bo v doživetjih narave gostja alpinistka, ki si je v svoji pravkar izdani knjigi prigod Sanjačice nadela vzdevek Šefica in ki je dolgo trmasto vztrajala, da ona pa nikoli ne bo napisala knjige. Pa jo je. In tudi o tem bo tekla beseda v nadaljevanju. Pred nami je nevihten konec tedna, padavine izsušena zemlja nedvomno potrebuje, upamo le, da bodo prišle na čim bolj prijazen način. Ja, zelo neprijazno je lahko tudi neurje v gorah, zato previdno z načrti. V takšnih dneh z nestabilnim vremenom, predvsem kot bo v soboto in nedeljo, pravzaprav kakšne daljše izlete v visokogorje rajši odsvetujemo, kajti te nevihte so lahko precej nepredvidljive, saj so res bolj pogoste popoldan, ampak ob koncu tedna bodo pa možne tudi ob drugih urah, tako da morda rajši odložimo zahtevnejše ture na recimo dni, ko bo vreme bolj umirjeno. Toliko v vremenu, bolje in varneje bo ostati ob neurjih doma, ob spominih, dobrih zgodbah in takim se bomo posvetili tudi v nadaljevanju. V družbo humorja, samorefleksije in gorske tišine vas vabiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Spremljate poletna doživetja narave. Mateja pa te dobrodošli v doživetjih narave. Ob vaši knjigi, ki je prvenec, bom najprej vprašal, kdo je pravzaprav šefica v tej zgodbi? Ja, najprej hvala lepa za vabilo. Šefica sem pa jaz. Čisto preprosto. Čisto preprosto. Kdor bo začel brati knjigo v prvih uvodnih poglavjih, se izrisuje dilema, ki jo morda marsikdo, ki je kaj doživel, pozna. Jaz knjige ne bom napisala nikoli, ste zapisali. To je zarečen kruh. Ja, definitivno. Kaj se je zgodilo? Ne vem. Nek preblisk, namreč v uredništvu Planinskega vestnika, kjer delujem že dolgo časa, sem bila obkrožena z ljudmi, ki so pisali knjige. Veliko izmed današnjih in nekdanjih urednikov je napisalo knjige, bodisi planinsko-vodniško literaturo ali pa tudi leposlovje. In meni se je zdelo, da tega ne bom nikoli. Zakaj? Prvi vzgib je bil mogoče to, kar sem napisala v predgovoru, da se mi je zdelo, da jih piše vsak, ki ima 5 minut časa in da jaz nekako ne želim biti del tega, te množice, mogoče bilo malo nekega uporništva ali pa gledanja zviška mogoče na to. Potem sem po nekem trenutku dobila preblisk, da mogoče bi bilo pa fino, če bi pa tudi kakšna knjiga nosila moje ime. In v času korone, ko smo ostali doma, ko sem imela majčkeno več časa, mi je potem padla na pamet ta ideja. In s to idejo sem potem šla do glavnega urednika Planinskega vestnika Vladimirja Habjana in on je nekako zagrabil vabo. Ampak od takrat, ko je on se strinjal s tem, do takrat, ko je knjiga res zagledala beli dan, je pa minilo kar precej časa, ker sem se v tem času potem spopadla z marsikakšnim pomislekom, samosabotažo, odlašanjem. Tako da je bila kar dolga in na nek način majčkeno trnava pot. Naporna tura. Ja, lahko bi tako rekli. Ker sej na vsezadnje od ene take ideje, do katere se človek pribije, pa potem do uresničitve tega, je lahko res dolga pot in predstavljam si, da ne gre brez upornih točk, ki ste jih že imeli izrisane iz preteklosti. Opisujete svoj odnos z gorami, svoj prvi stik od otroštva, otroške dobe. 8 let ste bili stari, ko ste se podali z očetom prvič v hribe, pa potem kmalu na Triglav in tako naprej, do današnjih dni, torej dolga doba. Ja, res je. Če pogledam nazaj in preštejem vsa leta, je res dolga doba. Če sem imela res 8 let, v resnici ne vem, to sem zelo po spominu napisala, ampak
Ja, vsekakor sem bila v nižjih razredih osnovne šole, ko sva z očetom šla v prve zaresne hribe. In potem se je to kar nekako napletlo skozi leta. Vmes sem se odločila, da bom postala alpinistka, in to je potem bil en tak skok v neki vrtinec obsedenosti z gorami, ki nekako še vedno traja. Mogoče je obsedenost zdaj majčkeno močna beseda, bom jo raje preoblikovala v ljubezen, recimo. In ja, v tem obdobju 30 let, odkar so nastajale zgodbe, se je zgodilo marsikaj. In tudi je prišlo marsikaj od tega, vsaj v kakšnih skiciranih oblikah zapisa, tudi na papir. Vsekakor. Ko sem oblikovala nekako osnutek te knjige, sem razmišljala o tem, da bi bilo fajn pokriti nekako celotno obdobje. Od začetka je bil recimo en tak meglen obris, kaj bi šlo v to knjigo. Potem pa se mi je počasi izrisal ta lok, ne, od nekih začetkov pa recimo do tega zatona. In zgodbe, ki so seveda v tem časovnem obdobju nastajale, so pokrivale vse to, kar se mi je dogajalo. Seveda tako začetke kot potem nek trenutek, ko sem spoznala, da bi bilo pametno, modro, varno zaključiti alpinistične podvige, tako da sem si nekako naredila neko skico, toliko zgodb za začetek, toliko za tisti vrhunec, toliko za zaton. Nekaj je bilo že napisano, nekaj sem pa seveda morala še dopisati, da ne bi bila knjižica še tanjša, kot je že itak. No, tanka res je, ampak bere se lepo, sicer pa so tudi črke, ja, precej majhne za mlade, bi rekel človek, ki dobro vidijo, ne? Tako da če bi izbrali malce večji font, bi bila knjižica bolj knjiga. Res je, ampak to je bilo v rokah založbe. Ja. Se strinjam, moje mnenje je, da bi vizualno nekoliko boljše izpadla, če bi bile črke majčkeno drugačne, če bi bilo več prostora, da bi zadeva majčkeno bolj dihala, ampak kot rečeno, to je bila potem stvar glavnega urednika. Že tako so mi šli kar precej na roko z mojimi željami, kako naj bo knjiga oblikovana, tako da se ne bi preveč pritoževala. No, je pa tem, ampak, tako, je pa v ospredju vsebina. Vsekakor. Računam na to, da bodo spregledali kakšno oblikovno, recimo temu, nedoslednost ali pa pomanjkljivost na račun vsebine. Spremljate poletna doživetja narave. Mateja Pate, alpinistka in veterinarka, doktorica veterinarskih ved, je naša gostja v današnjih doživetjih narave. Prejle sva se ustavila pri velikosti pisave vaše knjige, torej bo primerna na prvo branje za mlade, seveda pa tudi starejši najdejo v teh prigodah marsikaj zanimivega. Ker sva že omenila zaton, rajši na začetku šla k začetkom. Omenili ste že v prvih razredih osnovne šole vas je povleklo v gore, kot je razbrati zaradi očeta, ki je tja zahajal, pa vendarle ste kmalu začutili, da je to vaš svet. Toliko svobode, lahkotnosti, odprte duše, ne vem, kako ste točno zapisali, niste našli nikjer druge. Bi bila to ljubezen na prvi pogled? Mogoče bi lahko temu tako rekla, ker v očetovi družbi sem zelo uživala v hribih. Majčkeno kasneje, ko sem začela več v hribe zahajati s taborniki, se je ta ljubezen mogoče majčkeno zgubila. Takrat, govorim seveda zase, so mi bile te ture majčkeno naporne. Tudi drugačen način je doživljati hribe, recimo v neki skupini, kjer vlada nek red, kjer nimaš toliko časa, recimo, se prilagati nekemu svojemu tempu, nekim svojim željam. Tako da tisti taborniški časi so bili majčkeno bolj
Trnovi. Ampak potem, ko sem v najstniških letih opravila tiste zadnje ture z očetom, sem ugotovila, da mi v hribih hitro rata dolgčas. Če je šlo za kakšne navadne poti, ki niso bile zavarovane, kjer ni bilo treba nič poplezati, mi je bilo strašno dolgčas. In iz tega je potem vzniknila ta želja se podati na kakšne bolj zahtevne poti, ker mi je tam čas drugače mineval. Hitreje mi je šlo, ni mi bilo toliko dolgčas. In iz tega je potem nekako zraslo to plezanje. Se pravi, gore so me privlačile, ampak na nek način so mi bile po teh navadnih poteh majčkeno dolgočasne v tistih letih. V tisti dobi, ne? Ker pride ta čas najstništva in potem ta mladost želi nekaj novega, ne? Iskanja. Medtem ko že sama otroška doba, da ste se tako čutili domači v gorah, da vas je vlekel recimo Triglav pri otroških letih, da ste želeli z očetom čim prej, ne? To pa očitno nekaj v človeku je ali pa ni. Ja, ne vem. Kako je pri vaših otrocih? Ja, je ta ljubezen do gora porazdeljena? Računam, da je seme bilo uspešno posejano. Kako bo vzklilo, bomo videli. Hči me večkrat vpraša, ne, mama, a bova šle kaj v hribe? Tako da ona se nekako izraža zanimanje in tudi gre, sin ne. Ampak mogoče se bo to čez nekaj let obrnilo. Vsekakor nismo bili prav aktivna gorniška družina. To ne, sem jih bolj sama, bom rekla, se bo grdo slišalo, če rečem vlekla, ampak peljala na okoliške hribe v ta zaresne gore pravzaprav niti ne. Ampak sta dobila nekaj te hribovske popotnice iz narave, tako da upam, da bosta kdaj razgrnila to culo in pojedla kaj iz nje, ko bosta starejša. Ker se človek v hribih ob lepem razgledu res najbolje naje. Mateja Pate je gostja Doživetij narave. Ja, to je tudi zaznati in drug duh časa, takrat, ko ste tudi sami začeli z alpinizmom, je bilo gotovo drugače kot danes. Dekleta, ženske v alpinizmu niso bile pravilo, prej izjema. Kako so vas sprejeli? Jaz bi rekla, da zelo lepo. Saj v resnici punce, dekleta nismo bile taka strašna redkost v mojih časih. Pa vendarle. Nas je bilo seveda manj in tudi mislim, da jih je tudi danes še vedno manj, ampak ne govorimo o časih, ne vem, Mire Marko Debelak in Pavle Jesih, vseeno nas je bilo več. Pogosto dobim to vprašanje, ne, kako so na nas gledali moški, a je bilo kaj, ne vem, diskriminacije in tako naprej. Rekla bi, da smo bile nekako trdožive, da mogoče tiste opazke, ki so bile, nas niso toliko zadele, so se mogoče bolj odbile od nas, smo bile nekako nevajene, mogoče tudi na trenutke kakšnega mačizma, seksizma. Pa bolj surovega načina izražanja, ne? Bolj surovega načina, ki sem ga jaz sama recimo do neke mere potem tudi prevzela, ker sem se toliko časa gibala v teh krogih, ampak ne bi mogla reči, da sem imela kakršnokoli zares slabo izkušnjo v tej družbi. Ja, človek mora biti iz takšnega testa, da lahko potem uspešno nadaljuje v takšnem kolektivu. To je pa tudi res, ja, neki zametki so potrebni. Ne, sicer se potem to še prekvasi, ne, ampak ja, verjetno je nekaj na tem, da vsak mogoče pa tudi nima predispozicij za to. Seveda, ne le za takšno družbo, tudi za samo dejavnost, ki je osnova. Torej, alpinizem, rekli ste, kmalu je postalo malce dolgčas na teh klasičnih poteh. Šodrovci so pač tisti, ki ubirajo planinske poti, malce zaničljiv izraz.
Vendarle tako najbrž vsak alpinist bolj ali manj začne, potem pa prej ali slej preide v steno in tja je vleklo tudi vas. Strah pri tem, kakšno vlogo je igral, je bil motivator ali nekaj, kar je včasih tudi vleklo nazaj? Ja, strah je bil vedno prisoten. Tudi kakšna noč pred kakšnim vzponom je bila slabše prespana. Ampak večinoma je ta strah s prvim oprimkom nekako se umaknil. Jaz sem sicer spadala med tiste, oziroma še spadam med tiste bolj previdne, tako da sem se vedno zelo spoštljivo nekako bližala in goram in stenam. In čeprav je ta trema, ta strah nekako izzvenel z začetkom plezanja, sem bila vedno nekako pozorna na to, kje so morebitni zasilni izhodi. Se pravi, preigravala sem scenarije, kako bi se recimo rešila iz stene, če bi se vreme poslabšalo, če bi se kaj zgodilo in tako naprej. Nikoli nisem šla nepremišljeno v steno. Kar se tiče tega, a je bil strah motivator ali zaviralec, mislim, da v mojem primeru bi lahko rekla, da prej zaviralec, da sem se prej umaknila, stopila en korak nazaj, kot da bi recimo preveč tvegala. Ampak vendarle pa ne v takšni meri, da bi vas odvrnil od te dejavnosti, da bi bilo preveč, prehudo. Ne, to pa absolutno ne. Če bi bil strah tako velik faktor, potem v steno niti vstopila. Sploh ne bi vstopili, ja. Saj pišete o tem, ko nekdo, ki daleč opazuje in se mu zdi nekaj neverjetnega, to gibanje v vertikali ali pa norega celo, ne, zakaj sploh ljudje to počno. Ampak kaj bi rekli, da je vas najbolj razveseljevalo, navduševalo v steni? Opisujete ta občutek svobode, gibanja pri plezanju. Je to, kar je potegnilo? Ali so to, ne vem, razgledi, ali je to neka druga perspektiva iz stene, ali občutek ob osvojenem vrhu, oziroma smeri seveda, ne, ko človek izstopi in spleza neko smer. Jaz mislim, da je bil predvsem občutek, svobode že, ampak zdi se mi, da sem se našla nekako v tem načinu gibanja. Ker tam dejansko iščeš svojo pot. Nihče ti ne diktira, točno tukaj le moraš iti, ali pa točno tale oprimek moraš prijeti v tako veliki steni, kot je recimo Triglav, imaš res, ne. Čeprav smer je, a ne? Smer je, seveda, ampak vsak jo lahko prepleza na svoj način, ne. Ne bo, sigurno je moja soplezalka, ki je plezala pred mano ali za mano, prijemala druge oprimke kot jaz. Ali kombinacijo, ne? Ali kombinacijo vseh, a ne. Se pravi, ta svoboda pri gibanju, svoboda v gibanju in pa tisto, česar se mogoče od začetka nisem zavedala, ta popolni fokus. Se pravi, ko si ti v steni, te okoliščine na nek način prisilijo, da ne misliš na ničesar drugega, na nič drugega. To sem dojela, kakšna dragocenost je bila to zame šele pozneje, ko sem počasi opuščala in povsem opustila alpinizem, nisem imela nobene nadomestne dejavnosti, ki bi od mene zahtevala ali pa me pripeljala do takega fokusa, kot me alpinizem. In to se mi zdi, da je saj ni samo alpinizem taka dejavnost, ne. Tudi če greš, ne vem, skakat base jump, recimo, ali pa katerakoli druga dejavnost, ki zahteva od tebe popoln fokus zaradi nevarnosti okolja, okoliščin, je seveda podobna v tem aspektu, a ne. Ja, to je torej ta strah kot motivator oziroma tisti, ki usmeri v ta fokus, ker človek bi rekel tudi življenje profesionalno nekega raziskovalca, čisto vaše strokovno delo zahteva tudi osredotočenje, ne, ampak je drugače.
Absolutno je drugače. Ne? Ko si ti v nekem varnem okolju, ti misli vedno lahko pobegnejo. Čeprav se recimo fokusiraš na delo, na karkoli drugega. Ne? Ko imaš pa ti okrog sebe take okoliščine, ki ne dopuščajo, ker je vsak pobeg misli lahko usoden, pa nimaš druge variante, kot da enostavno odmisliš vse. Ne? In to je nekaj, kar mi je zares všeč pri plezanju, ker sem mogoče tak tip, veliko se mi dogaja v glavi. Včasih se mi pletejo tudi zelo neprijetne misli in jih v nekem varnem okolju, kljub številnim tehnikam, ki sem jih potem z leti se naučila, mi jih ne uspe popolnoma odmakniti. Ne? Tako da mogoče sem tudi iz tega aspekta rabila neko tako okolje, kjer ni bilo druge možnosti kot vse ali nič. Ni zasilnih izhodov, pa vendarle v navezi plezate, ne? Torej občutek, da je nekdo pred ali za menoj, da bo vendarle lahko, če bo mogel, tudi pomagal, je neke vrste varovalka v glavi. Seveda je. Seveda je. Plezati v navezi je čisto nekaj drugega kot plezati sam. Jaz sicer s tem samotnim plezanjem nimam prav veliko izkušenj, ampak vendarle nekoč sem se odpravila sama v Severno Triglavsko steno. Iz napačnih razlogov sicer, ampak zadevo sem nekako uspešno izvedla. In takrat sem bila sicer nekako na višku teh plezalnih moči, tako v fizičnem kot v psihičnem smislu. Tako da to ni bil nek, recimo temu, poseben podvig, ampak vendarle. Tam pa si res sam. Kako pa je recimo v navezi plezati z moškim oziroma žensko? Se kaj to razlikuje? Kako ste sami doživljali to soplezalsko druščino? Ja, lagala bi, če bi rekla, da je enako, zato ker vsaj v mojem primeru, če sem plezala s fanti, sem nekako vedno računala na njihovo moč. Ne? Se pravi, da če bo šlo kaj narobe ali pa če jaz nečesa ne bom zmogla, ne, bo pa že moj soplezalec. To dejansko je bilo tako, razen potem mogoče pozneje, ko sem začela več plezati s tečajniki, se pravi z manj izkušenimi od mene, čeprav so bili moški, sem nekako jaz takrat imela vajeti v rokah. Z ženskami je bilo predvsem bolj sproščeno. Kadarkoli sem šla z moškimi, so bili večinoma bolje pripravljeni od mene, se pravi, sem jih lovila na dostopu, sem se trudila, da ne bi bila preveč počasna. Vedno je bila neka dirka, bom rekla. Z ženskami je bilo pa manj tega, bolj smo si bile mogoče enakovredne, manj je bilo mogoče tudi tega športnega momenta, vsaj z večino, mojih soplezalk. Tako da mi je nekako, ne bom rekla, da mi je bolj ustrezalo, bilo je pa vsekakor drugačen, bolj sproščeno. Na drugačen način, ker tako. Šport, ki je mogoče bliže moškim, saj ta športni način vam ni prav dišal, ne, kot opisujete že od oziroma otroških let naprej. Športna vzgoja v šoli je bila nekaj, kar ste želeli preskočiti. Zanimivo. Hkrati pa ves čas gibanje v naravi. Ja. Ravno to, mogoče neka ukalupljenost, ne, zaradi nekih pravil, zaradi nekih dosežkov in tako naprej. To mi res nekako ni dišalo, sploh pa na igre z žogo. Jaz sem bila vedno najmanjša, drobna, majčkena, ne, in ko se je bilo treba boriti za žogo, sploh kakšna košarka, to je bila meni nočna mora. Pri plezanju to ni ovira? Večinoma ne. Včasih sem si sicer želela, da bi imela kakšen centimeter več, če so bili pri športnem plezanju recimo v Prinku preveč narazen, ampak si pa na drug način nekako moral tisto mesto zdelati. Zgoljufat, ne? Ja. Spremljate poletna doživetja narave.
Mateja pa te je gostja doživeti narave. Prele smo že govorili o tem, kako ljudje nasplošno gledajo na alpiniste. Kaj je po vaše največja zmota splošne javnosti o alpinistih? Mislim, da čisto ta klišejska, da so samomorilci. Čemur še zdaleč ni tako. Velja pa tista stara klišejska, star alpinist, dober alpinist ali ne? Absolutno. Absolutno. Vseeno so gore tako nepredvidljivo okolje, da si mislim, da če dolgo zahajaš tja in če pri tem nisi spoštljiv, previden, razsoden, hitro porabiš tisto vrečo sreče, ki ti je odmerjena. Pa tudi, če si skrajno previden, se ti lahko zgodi tisto, česar si nihče ne želi, da bi se v gorah zgodilo. Ne? Zagotovo verjetnost večja, kot pa recimo vedno rečemo, saj če nekdo gre po cesti, pa mu pade, ne vem, strešnik na glavo, lahko tudi umre, ampak verjetnost je v neki vertikali, v neki smeri precej večja. Ja, omenili ste moje priljubljeno opravičilo ali pa izraz to, da ti lahko na cesti pade opeka na glavo. Pa sploh takrat si brez čelade, ne? Ja, to sem vedno govorila, ko sem bila mlajša, ne? Ko sem na nek način zagovarjala alpinizem, da to ni tako nevarna dejavnost, ampak ja, dejstvo je, da je. In to mogoče spoznaš šele potem z leti, ne? Ko te bolj zadanejo stvari, ki se dogajajo v hribih, ko več razmišljaš o tem, tako da danes se ne bi ravno mogla podpisati pod to, ne, da je hoja po ulici enako nevarna, kot pa hoja v hribe. Kako pa je danes med mladimi v alpinizmu? Imate kaj vpogleda, morda tudi kako živi alpinizem pri nežnejšem spolu, torej alpinistke danes niso več tako redke kot v vaših, kaj šele pač kakšnih časih prej, ne? Katere vrednote se gojijo ali pač ne, se kaj razlikuje od vaših časov? Na to težko odgovorim, ker nimam stika z mlajšimi generacijami. Jaz sem recimo nehala zahajati na naš matični alpinistični odsek več kot 20 let nazaj. Tako da v resnici ne vem. Sem pa doživela zadnjič izredno lep sprejem, ko sem predstavljala tole svojo knjigo na matičnem odseku med ljudmi, ki sem jih prvič videla, se pravi med temi novimi generacijami Rašičanov. Tako da sem bila vesela, da naš odsek še tako lepo živi. Naslednje leto bo praznoval 50 let. In ti mlajši kolegi in kolegice, če lahko tako rečem, so me lepo sprejeli. Nisem pa imela časa se z njimi recimo pogovarjati o tem, ne, njihovem alpinizmu, ker je bil ta dogodek namenjen promociji knjige. Tako da v resnici ne vem, ne, kako gledajo, kaj počnejo. Kako plezejo, ne, in tako naprej. Ampak marsikaj pa se je spremenilo v teh letih, desetletjih, tudi v alpinizmu, ne. Od opreme do načinov, pogledi. Ja. Me je presenetilo, recimo zadnjič sva bili s to mojo soplezalko v hribih skupaj in sva hodili po Severno-Triglavsko steno praktično, oziroma v bližini stene cel dan in so poslušali, če se kaj sliši ven iz stene, ne, ponavadi ta plezalna povelja so ponavadi odmevala, ne, iz sten, pa je bila kar nekako tiho, tako da ne vem zdaj, ali midva že slabš slišva. Ali je aktivnosti manj. Ali ni bilo nikjer nikogar. Ja. Ali so mladi res, kot se govori, manj zdržljivi, če je prevroče, je pretežko, prehudo in morda tudi bolj pazljivi, bolj poskrbijo za varnost, ne vem. Mogoče, ne vem. Mogoče jim enostavno ustrezajo krajše, nižje stene, plezališča, ne vem. Res bi težko sodila, ker ne poznam te scene. Pa se preseliva še k vaši strokovni poti. Kako ste usklajevali te obe dejavnosti? Za oboje je potrebno kar
precej časa. Se je v tistem obdobju, ko je šla ta vaša profesionalna pot, strokovna, proti višku, se je alpinizem postavil kam bolj na rob? Ja, absolutno. Jaz sem največ plezala takrat, ko sem še študirala. Ko sem bila absolventka, takrat je bil v bistvu višek moje plezalne kariere. K sreči sem imela razumevajoče starše, da sem lahko ves ta čas izkoristila res samo za študij in plezanje. Se pravi, da sta me podpirala v tem smislu, saj ne, da bi doma bili finančno ne vem kako dobro stoječi, ampak ni mi bilo treba delati. Imela sem štipendijo in kar sem privarčevala, sem lahko porabila za hribe. Tako da, ko sem šla v službo, takrat se je nekako začel zaton. Sicer sem še nekaj let potem plezala, ampak ne več tako pogosto, ne več tako težkih smeri, tako da se je alpinizem potem nekako umaknil službi, akademski poti. Mogoče sem potem na nek način s tem podiplomskim študijem tudi želela majčkeno zapolniti to praznino, ta svoj čas usmeriti v nekaj drugega. Ker pač ne gre v alpinizmu tako kot morda pri planinskih turah, da če ni časa, pač potem človek gre mogoče 3-krat, 4-krat na leto, ko je tisti prosti konec tedna. Pri alpinizmu je kar treba ohranjati neko kondicijo, ne? Ja. Mislim, da je to nekako največji izziv. In to sem tudi potem v teh nekaj letih spoznala, da če samo še sem in tja zahajam v stene, nisem več tako če rečem po moderno. Zgubim ta občutek in potem me postane strah. In ko me je enkrat strah, v tem smislu, da strah ni več tisti motivator, ampak predvsem zaviralec, takrat pa ni več fajn. In to tudi opisujem v eni zgodbi, kako se to ni zgodilo čez noč. Ampak nekako takrat sem prišla do spoznanja, da takole na vsake kvatre enkrat iti plezat, pa ne bo šlo. Žreb je tistega jutra določil, da prvi raztežaj najprej spoznam jaz. Ovesila sem se z opremo in pogledala navzgor. Prestopala sem se sem in tja, kolebajoč, za katero od različic vstopa v smer naj se odločim. Ko sem se le odlepila od grušča in prijela za skalo, se mi je zdela tuja, hladna, celo grozeča. Presenetila me je nenavadna okornost, ki sem jo čutila v mišicah, še bolj pa nerazpoloženost za gibanje po skalovju. Upala sem, da se bom sčasoma ogrela, a mi plezanje nikakor ni steklo. Mukoma sem iskala prehode, čarala, štrikala, potihoma stokala, z moralo ne samo na dnu, ampak pod njim. Debelo uro je trajalo, da sva z Mojco z prvega štanta skupaj iskali nadaljevanje smeri. Moje nagovarjanje k sestopu je sprožilo niz spodbudnih besed, ki naj bi prebudile optimizem. Uspelo ji je le, da sem se resignirano vdala v neizbežno in se skorajda nejevoljno spoprijela s skalo. Začetna okorelost telesa je popustila, zakrčenost duha pa je vztrajala, čeprav je bilo z vsakim metrom vendarle za drobec ščepca manj. Še preden so dosegli najlepši del smeri, opevani raz, so se oblaki, ki niso napovedovali nič dobrega, že lepo razbohotili v višino. Misel na to, da bi naju na izpostavljenem vrhu, s katerega ni mogoče kar oddrveti, v pest dobile sile narave, me je spravila v akcijo. Z večjo odločenostjo sem poprijemala oprimke, skala je k sreči postala zanesljivejša, prehodi lepši, in skoraj sem že začela uživati, ko se je nekje od spodaj desno od naju zaslišalo. Na pomoč! Na pomoč! Kri se mi je v trenutku ohladila in spremenila agregatno stanje.
A se lahko kam pripneš? Sem zatulila Mojci, ki je iskala prehode nekje nad menoj. Nesreča se je zgodila. Počakaj malo, da najdem kakšno poličko, se je oglasila. Čez nekaj minut, ki so se vlekle v neskončnost, pa je nakratko sporočila: Okej, sem na štantu. Medtem sem poizkusila vzpostaviti stik z navezo pod nama. Previsje na desni je zakrivalo mesto nesrečnega dogodka. Hej, kaj se je zgodilo? Sem zakričala s kolikor mirnim glasom sem lahko, od znotraj pa me je treslo od priliva adrenalina. Padel je priplavalo navzgor. V kateri smeri sta? Sem poizvedovala, zbirajoč podatke za gorske reševalce. Konfiguracija stene je trgala stavke na slabo razumljive besede. Varianta raz, sem uspela izvedeti od soplezalke ponesrečenega po več poizkusih. Izvlekla sem telefon in odtipkala 112. Slabo prikrito vznemirjenostjo v glasu sem operaterju posredovala vse potrebne podatke, nekoliko pozneje pa še gorskemu reševalcu, ki me je poklical za podrobnosti. Reševalci prihajajo, sem večkrat zaklicala navzdol. Helikopter! Upala sem, da sta me slišala. Nato pa s koleni, mehkimi kot maslo, ki ga čez noč pustimo na sobni temperaturi, zaplezala proti Mojci. Med vzpenjanjem so se mi v kostni mozek zažirali obupani klici. Na pomoč, na pomoč. Na štantu so imeli posvet. Iti na pomoč ali nadaljevati s plezanjem. Ponesrečenih nisva videli, do njiju bi se morali spustiti čez previsno zaporo. Bili sva že visoko v steni, ki je nisva poznali, saj sva v njej plezali prvič. Klinov za to, da bi naredili sidrišča za spust, nisva imeli dovolj. Bližala se je nevihta, pa še grozno izvaje sva bili, tako s plezanjem kot z reševalnimi manevri. Ocenili sva, da sva naredili vse, kar sva glede na situacijo lahko, in se zapodili proti vrhu, da ne bi reševalci imeli dela še z nama, če bi poskusili pomagati nesrečnikoma. Bližali sva se koncu smeri, ko sva zaslišali ropot helikopterske elise. Vreme je že resno grozilo. Hiteli sva z abzajlom po sestopni smeri na zahodni strani gore, pretekli melišče pod steno, ujeli še zadnje trenutke reševanja v steni in si neskončno oddahnili, da smo, tako mi dve kot helikopter, uspeli ubežati nevihti, ki je privršila 4 ure zatem, ko sva prišli do bivaka. Z natrganim štrikom v rokah, davkom na hitenje ob spustu po naloženi grapi, sva ob poslušanju besnenja narave sklenili, da bova v naslednjih dneh v steno vstopili malodane ob svitu. To so bile glasno izrečene besede, na tihem pa se je v meni začela razraščati že pred časom ugnezdena misel, da bo nemara čas, da se odpovem obiskom sten. Kampansko se alpinizma ne da zganjati brez zoprnih posledic. Brez zaupanja vase ni več sproščenosti. Ko umanjka sproščenost, se užitek spremeni v matranje, to pa nima smisla. Čeprav sva z Mojco v letu, ki je sledilo, opravili še nekaj vzponov, sem čutila, da se je nezadržno bližal zaton. Konec nekega čudovitega, z gorami prežetega obdobja. Streznitev, kam gredo stvari, sem doživela leto ali 2 pozneje, nekaj dni po zagovoru doktorata. V vstopnem raztežaju Slovenske v Triglavu me je sredi prečnice nad obokom navilo v psiho in sem začela razvijati štrik, da me je soplezalec povaroval še tistih nekaj metrov do štanta. Končno se je plezalski duh razblinil, ko se me je pri vzponu po lahki smeri, ki sem jo nekaj let predtem brez težav nenavezana preplezala v sestopu, polotila panika. Sredi skrotastega sveta sem doživela popolno blokado. Ob pogledu navzdol sem se začela tresti in preplavil me je občutek, da mi bo zmanjkalo zraka. Pogled navzgor pa stiske tudi ni olajšal. Vrnitev je bila slabša izmed 2 možnosti.
Kako sem se zbrala, da sem zmogla priti do vrha, se ne spomnim več. V telesu je ostala zapisana izkušnja paničnega napada. Zadnja hribovska smer, ki sem jo zlezla, 15 let potem, ko sem prvič potipala skalo na Turencu, je bila smer malega Mihe v stenici Čavna. Njeno ime je zgovorno napovedovalo novo obdobje v življenju. 15 let aktivnega plezanja, ki je prišlo v zaton tudi zaradi novega obdobja. Na obzoru je bila družina, pa seveda akademska pot. Mateja, pa te, zakaj veterina? Mislim, da je bila to edina logična izbira, glede na to, da sem že od malega domov nosila, vozila zapuščene kužke, mucke, vse, kar se mi je zdelo, da je brez lastnika in da osamelo tava po ulicah, je potem končalo na našem dvorišču. In starši so razumevajoče sprejemali, bolj ali manj. Bolj ali manj, bomo rekli, ja. Tako da jaz mislim, da sem se že zelo zgodaj odločila, da bom zdravnica za živali. Kljub temu, da opisujete, da so vam učiteljice v šoli bolj pripisovale družboslovno nagnjenje za jezike, recimo. Ja. To je bila ena taka trma. Ne vem, kdaj sem si jaz ubila v glavo, da bom naravoslovka, da bom šla na srednjo naravoslovno šolo. Takrat to je bilo še obdobje usmerjenega izobraževanja. In potem, ko sem, mislim, da po prvem polletju končala z 2 cvekoma, mislim, da matematika in kemija, če se prav spomnim, je bil en tak krizni roditeljski sestanek, kjer so predlagali mojim staršem, glede na to, da sem pa vse jezike, slovenščino, vse ostale družboslovne predmete imela 5, če bi šla jaz slučajno na družboslovno šolo, ampak jaz nisem hotela niti slišati o tem, ker sem si zabila v glavo, da bom pač jaz to šolo končala. In sem potem res vztrajala v tej smeri. Imela sicer potem še vrsto let po končanju šoli nočne more, predvsem od matematike. Šla na veterino, jo končala, nikoli sicer delala kot v narekovajih prava veterinarka, ker sem končala v laboratoriju mikrobiološkem. Ampak ja, tako se je zgodilo, to je bila neka zgodba iz trme, bi lahko rekli. Kjer je volja, tam je pot. Sva že spet pri planinstvu in pri alpinizmu, ampak zanimiva zgodba, vsekakor kdor ve, kaj hoče in je zato pripravljen tudi delati, bo dosegel tudi za mlajše generacije, kjer je danes res tudi veliko iskanja, kam, kaj je zame prav. Če človek ve, je to, mislim, da kar najboljša popotnica, ne? Kaj je dobro zanj, kaj si želi pravzaprav, ne? To je res, če res veš, tako, kaj želiš. Jaz sem, moram priznati, tukaj majčkeno bila nepripravljena. Kot neko mestno dete sem si zelo romantično predstavljala, kako bom jaz zdravila kužke in mucke, in potem nekje v 3. letniku, v 4. veterine ugotovila, kaj vse veterina pravzaprav sploh je. In takrat mi je majčkeno, bom rekla po domače, padla ketna dol. Tako da sem se morala precej potruditi, zbrati precej volje, da sem fakulteto končala. To je bila spet neka trma, mogoče bi bilo takrat na mestu si priznati končno, da so še druge poti in da ni nič narobe, če vmes spremeniš smer. Ko prideš do nekega križišča, razpotja, vedno lahko ubereš tudi drugo smer, če jo vidiš in če imaš pogum za to. In eno tako razpotje mogoče je bilo, ko sem zaključila faks. Tudi o tem pišem noter v knjigi, kako nekako nisem imela poguma slediti temu zelo očitnemu poklicu, pisati. In sem ostala v veterini potem še skoraj 25 let. Ja, se mi zdi, kar pogosto pri veterini je ta pogled podoben, kot ste ga zdaj opisali, poskrbeti za male ljubljenčke, ampak potem pa
sledi streznitev, kaj pravzaprav vse obsega ta veda oziroma znanost. S čim ste se ukvarjali v laboratoriju oziroma se še? Se ne več, ker sem pred približno 1 letom zaključila svojo akademsko pot na veterinarski fakulteti. Delovala sem v mikrobiološkem laboratoriju. Preučevala sem bakterije, ki povzročajo bolezni pri živalih, tako da to je bil dolgo časa velik del mojega življenja. Potem pa sem nekako po skoraj 1/4 stoletja prišla do točke, ko se mi je zdelo, da veterinarski stroki nimam več kaj dati. Da sem izčrpala nekako vse tisto, kar sem imela v sebi za ta poklic in sem se odločila, da zaključim to pot. In to je, tisti, ki bodo brali vašo knjigo, tudi morda napoved novega poglavja v vašem življenju, tako se nakazuje, da je tudi ta knjiga morda znanilka tega. Ja, mogoče. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost. Absolutno imam zdaj več časa na razpolago za to, da razmišljam o pisanju, ne samo o teh hribovskih zgodbah, ampak mogoče tudi o kakšnih drugih. Odprl se je pač nek prostor, ki je bil prej zapolnjen z drugimi aktivnostmi, tako da bomo videli zdaj, kam me bo tale šefica pripeljala. Ja, šefica z veliko humorja in samo refleksije, česa je več po vaše? Je kar uravnoteženo? Jaz upam, da ja, no. Mislim si, da ja. Ker se kar strinjam tule, kar piše v začetku vaše knjige, je to uredništvo zapisalo, urednik ali sami humor, pravi humor in ne njegovi borni nadomest, ki je danes res redka dobrina, podobno kot tudi samorefleksija, in avtorice te knjige ju premore v obilni meri. Anekdote, spomini, drobne zgodbe, kakršne si pripovedujemo za vsakovrstnimi omizji, so z veščim pisanjem prerasle v knjigo vredno branja. Humor je del vašega življenja ali je privrel na dan ob pisanju? Tele vrstice mislim, da je zapisal sourednik Marjan Žiberna, moj prijatelj, ki mi je dal tisti odločilni potisk, da je knjiga nastala. Humor, ja, jaz mislim, da sem se ga malo nalezla od mojega očeta. On se je zelo rad hecal. Včasih tudi na malce manj primeren način, ki nas je spravljal v zadrego. Včasih smo ga morali majčkeno brati med vrsticami, da smo razumeli njegov humor. Tako da ja, bi rekla, da mi je blizu, tudi moj življenjski sopotnik se strašno rad poheca in poheca mene. Tako da sem navajena na raznovrstna zbadanja. Se kalite. Se kalim, ampak ja, mislim, da je humor nekakšna začimba življenja, no, da brez tega, jaz sem sicer drugače, mogoče nekje zelo globoko v sebi, čisto preveč resen človek, tako da če včasih omenim to komu, ki me ne pozna dobro, se majčkeno začudi, ker se tudi sama rada hecam, če se le da. Ampak ja, mogoče mi ta humor potem majčkeno pomaga uravnotežiti to mojo temnejšo, bolj resno plat. Hkrati pa je včasih lahko tudi majčkeno obrambe, zaščite pred neko preveliko občutljivostjo, ki jo očitno nosim v sebi in to sem nekako spoznala šele ob pisanju te knjige. To je kot nek alter ego, ki pride ven v pisanju, ne? Ki se razodene skozi zapisane stavke poglavja. Katero poglavje, katera zgodba pa po vašem mnenju najbolj odmeva oziroma vam je najbolj uspela? To je pa zdaj tako, kot če bi me vprašali, kateri otrok mi je najljubši. Vem, tako priljubljeno, klasično vprašanje v pogovorih, pa vendarle, ne, ljudje vedno iščemo tisto, kar je naj. Ja. Moja otroka sta si zagotovo najbolj zapomnila tisto zgodbo o dr. Graparju, to sicer ni pravo ime, je izmišljeno.
o prijatelju, ki je raztresal opremo po pobočju Košutnikovega turna. Jaz bi pa skoraj rekla, da sem mogoče nekako najbolj ponosna recimo na tiste zgodbe, kjer sem se začela izražati majčkeno bolj kreativno, kjer je v ospredje prišlo ne samo popisovanje neke zanimive dogodivščine, ampak tudi uporaba sloga, jezika, dramaturškega loka recimo. To so potem kasnejše zgodbe, tam že bolj proti zatonu, kjer sem mogoče začela vpletati tudi majčkeno več domišljije, ker tiste zadnje zgodbe niso vse realistične, je noter tudi nekaj domišljije. Tako da to je bil zame nek tak pomemben preboj. Sama sebe dojemam kot osebo, ki nima prav bogate domišljije in imam potem pri pisanju nekih domišljijskih zgodb majčkeno več izzivov. Tako da sem potem, nekako bolj zadovoljna s temi zgodbami, kjer je to lahko nekako prišlo ven. Kako pa kako poteka samo pisanje, proces? Je to nekaj, kar privre iz vas, ali je tudi trdo delo, obrtniško oziroma, ko ne steče, mukotrpno? Ja, vse, kar ste našteli, je res. Določene zgodbe so res privrele. V nekem trenutku, ko se mi je zgodba oblikovala v glavi, sem se morala usesti in jo napisati. Pri nekaterih sem imela majčkeno več težav. Sem vedela, kaj želim opisati, pa potem nekako ni najbolj steklo. Še najtežje mogoče so mi zadnje 2 leti hodim tudi v šolo kreativnega pisanja. Ko dobimo naslov od mentorja, majčkeno navodil, zakaj naj bi šlo v zgodbi, Tukaj sem imela pa včasih kar precej strmenja v zaslon, in tuhtanja, kje naj začnem, kako naj peljem, kako naj končam. Tako da to mi je še posebej dragoceno, da vložim tudi nekaj miselnega napora v samo strukturo zgodbe, lok in tako naprej. Nimam pa neke rutine recimo pri tem pisanju, ker to pač ni moj poklic, da bi se morala vsak dan zjutraj usesti in tako naprej. Takrat, ko imam čas, ko začutim, ko je primeren trenutek, da ni drugega dela. Čaka tipkovnica in ekran? Vedno. Računalnik je vedno z mano. Spremljate poletna doživetja narave. Hitro je minila tale ura, Mateja, pa te hvala lepa. Upam, da tudi vam, spoštovani poslušalci, ne samo ob pogovoru, tudi ob izbranih zgodbah, ki smo jih slišali, se pravi knjiga Šefica, prigode alpinistke sanjačice, priporočam v branje in upam, da ni to prva in zadnja. Nekako sem kar dobila apetit za pisanje, tako da bomo videli, če bo doživela kakšno nadaljevanje oziroma če bo kdaj izšla kakšna druga knjiga pod mojim imenom. Pustimo se presenetiti. Pa hribi, ne bom rekel vertikale oziroma smeri, ampak planinske poti in recimo tudi v tem poletju zahajanje v gore ostajajo na seznamu? Ja, absolutno. Hribi so vedno na seznamu. Ne pridejo na vrsto tako pogosto, kot bi si mogoče želela, ali pa si samo delam mogoče živim v neki utopiji, da bi lahko zmogla tak tempo, kot sem ga včasih vsak vikend. Ampak definitivno vsako poletje in tudi izven poletja so na seznamu in ko se le postavijo zvezde na te prave položaje, jih obiščem. Pridejo ture, ki so kakšne, letom primerne, pa vendarle. Pridejo ture, za katere včasih ni bilo časa. Ali pa ki sem jih včasih gledala nekako zviška. Recimo zdaj ena taka želja za poletje ali pa jesen, letos?
Želja za poletje, ja. Želim si recimo končno enkrat iti čez Kriško steno na Križ recimo, ali pa čez Vrbanove špice. Veliko je hribov, ki me še čakajo, ker takrat, ko sem bila obsedena s stenami, nekako ni bilo časa zanje. Pa vendarle tudi niso čisto nedolžni šodrovski izleti, ne? Ne. Ne, še vedno sem, čeprav zdaj mi je veliko lažje samo hoditi v hribe. Nikakor mi ni dolgčas in mi poti hitreje minejo, kot so mi včasih, ampak vseeno je pa fajn, če je majčkeno začinjeno, tako, spomin na stare čase. Mateja, pa te naj bo res teh poti začinjenih ali navadnih planinskih še veliko, prav tako pa tudi poglavij in knjig, malce bolj ambiciozno rečeno, ampak vendar le, zakaj pa ne. Hvala lepa za obisk pri nas v Doživetjih narave. Hvala tudi vam za povabilo in prijeten pogovor. Doživetja narave. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.